V bistvu ni omejitev ne po materialih, ne po tem, kako bojo narejeni, ne po geometriji, ne po funkcionalnosti, vse se praktično že da. Izredni profesor dr. Franci Puševec, predstojnik katedre za menedžment obdelovalnih površin na Fakulteti za strojništvo, med sprehodom po laboratoriju dokaže, da ta trditev še kako drži. Zelo aktualno so te 3D maske, oziroma maske za COVID. Lahko se jih natiskamo. Problem teh mask mora biti kdaj, da so samo z enega materiala. Danes tudi taki tiskalni, ker so zelo dostopni, že omogočajo fleksibilno, tiskanje fleksibilnih izdelkov, torej kot guma. Tle pa en primer, gre za elektrokolo, ki je sicer klasično kolo, ampak da bi vsak lahko doma imel elektrokolo za zelo pocen rešitev. Gre za to, da na vsako kolo lahko montiramo nosilc z elektromotorjem. To sicer ni 3D tiskano, tiskana je tukaj guma po obliki, pa tiskanje hiše. Čisto funkcionalno hiše, ni samo za izgled, ampak čisto funkcionalno z vsemi trdnostnimi lastnostmi in prototip čisto delujoč. Tle en primer tak, sicer plastičen, neke roke, ki je v bistvu vse v enem kosu stiskana, pa čisto funkcionalno. A to je v enem kosu stiskano? Vse v enem kosu stiskano. Tudi v kulinariki? Tudi v kulinariki. Tudi tukaj se da marsikaj, tle en primer tiskanje čokolade. Prednost tega je, da vsako gravuro praktično strojno lahko izdelate tako, kot želite. Narišete in izdelate to tudi s čokolado. Seveda trend pa je v tiskanju hrane. Gre za tehnologijo 3D tiska na podlagi fotopolimera. Plast tekočega polimera se dodaja na izdelek, potem se ga s svetlobo osveti, ta se strdi, fotopolimizira in tako se dodajajo plasti. Prednost tega tiskalnika je, da dela čisto funkcionalne izdelke za visoke temperature, lahko plastične in pa izredno precizne. Recimo nekaj takšnega, ne? Tako, tukaj se kombinira plastika z voskom. Vosek je samo podporni material, se pravi tisti deli, to se vse v enem stiska, to je neki mehanizem. Tisti deli, ki hočemo imeti zračnost, se noter natiska vosek. Kasneje, ko je ta izdelek izdelan, ga damo v peč, vosek izteče pri temperaturi, plastika ostane, imate v bistvu dejansko čisto funkcionalni kos narejen. Tukaj pa delamo trenutno eno protezo za prst, se pravi tisti, ki nimajo prsta, se jim lahko naredi kot nek print, čist namenjen za njih, personaliziran prst, ki je pa tudi nekako funkcionalen. Preklopljeni na roko in takrat, ko vi roko zapirate, se prst zapre, se pravi lahko tisti, ki je brez prsta. Seveda funkcionalnost ni taka, kot če bi bilo naravno, ampak se približamo že tem naravnim gibom. Ali pa tukaj en primer sodelovanja z Sočo, v bistvu 3D tisk roke. Ena gospa je brez roke in v bistvu lahko s 3D tiskom direkt za njo kopiramo levo roko, oziroma desno roko, pa je potem leva natiskana. Nima take barve roko, ampak se čez se da še silikonska rokavica in potem je čist ni funkcionalna, ampak estetsko oziroma njej pomaga močno, da tako stvar ima. Veliko se na Fakulteti za strojništvo ukvarjajo tudi s 3D tiskom. Kovin. Pred 2 letoma so v sodelovanju s številnimi podjetji kupili $500 000 vreden 3D tiskalnik Kovin. Prav zdaj, pojasni profesor dr. Edvard Govekar, predstojnik katedre za sinergetiko, razvijajo tehnologijo za tako imenovani proces direktne laserske depozicije. No in zdaj se bo tamle proces začel, postavimo na pozicijo, no in to zdaj vidite, kako te iskrice so pač odbiti delčki prahu. No in s tem procesom v bistvu dosegamo čez 80%, 90% izkoristek kovinskega prahu, kar obstoječi sistemi prihajajo tam do cirka 50% izkoristek. To je predvsem namenjeno za avtomobilsko pa letalsko industrijo. S temi novimi tehnologijami 3D tiska so dejansko odprte vse možnosti in omejitev je samo pač v naših glavah.